Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že 20. letošnji komentar novic in kot običajno si bomo tudi tokrat ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. A tokrat bi lahko dejali, da se bomo ustavili pri novicah, ki so bile objavljene v preteklem dnevu, kajti vse 4 so prišle na dan 13. maja. A nič zato. Ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, kot ponavadi zapisane v samem opisu. In kot dobro veste, slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje, moj komentar. Tako, tokrat smo na hitro ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se lahko kar takoj lotimo prve današnje teme. Kot poroča italijanska verzija spletnega portala motorsport.com, na prihajajoči veliki nagradi Emilia Romagna pri skuderiji Ferrari ne bo nekega obsežnega posodobitvenega paketa, čeprav smo ga vsi verjetno pričakovali. A treba je poudariti, da avtor navaja, da neke manjše aerodinamične spremembe bodo, ampak v ozadju se pričakuje dobesedno novo zadnjo opremo, ki naj bi rešila vse tiste težave, ki smo jih videli do sedaj na Ferrariju SF25. Ampak po navedbah vira bo treba počakati obdobje po veliki nagradi Španije. Naj vas spomnim, takrat stopi v veljavo nova tehnična direktiva, kar se tiče merjenja upogibanja profilov in seveda komaj nekje na veliki nagradi Kanade, Avstrije ali pa Velike Britanije naj bi videli praktično Ferrarija z novim zadom. Ni nam dano vedeti, kakšne naj bi bile te spremembe, ampak vir navaja, da naj bi pri Ferrariju s tem popravkom nekako zakrpali vse tiste težave, ki jih ima letošnji SF25. In tu se mi navdušenci lahko začnemo resno spraševati, kaj se gredo pri skuderiji Ferrari. Namreč velika nagrada Kanade, kar je malo verjetno, ampak velika nagrada Avstrije ali pa velika nagrada Velike Britanije je že tako pozna dirka, da bo letošnja sezona dobesedno splavala po vodi. Še posebej, če po veliki nagradi Španije se bodo pokazale druge težave, druge napake. Ukolikor imajo pri Ferrariju pripravljene dele, je najbolje, da jih dajo na bolid čim prej ali pa z njimi ne izgubljajo dragocenega časa. Jasno nam je, da projekt 678 je začel nastajati s polno paro in bolid sezone 2026 ima absolutno prednost pred letošnjim, ampak kljub vsemu nastanek tako revolucionarne spremembe terja ure v vetrovniku, simulacije CEP in delo inženirjev. Se bo to splačalo? Bomo videli, kakšen resen napredek, pa kot običajno bomo ugotovili skupaj, seveda v naslednjih tednih. Mi si pa poglejmo drugi današnji sklop. Zanimiv članek smo lahko prebrali na spletnem portalu GP Blog,
kjer je Fernando Alonso dejal, da ukolikor bi ga na sprintu velike nagrade Miamija pošušali pri Aston Martinu, bi se lahko boril z Lewisom Hamiltonom za tretje mesto na sprintu. In verjetno marsikdo izmed nas se je malce nasmehnil, ko je zopet ugotovil, da bi se Fernando Alonso z velikim veseljem začel boriti zopet z Lewisom Hamiltonom. Znana je simpatija med prvim in drugim in seveda to čustvo izhaja verjetno iz sezone 2007. A ne smemo pozabiti, da Fernando Alonso je zelo putnil vrata tudi pri skuderiji Ferrari tam na koncu sezone 2014. Torej, verjamem, da si v resnici želi priti pred bolid številko 44, kar bi zanj pomenilo kar ogromno zadoščenje. A ne smemo tu pozabiti na nekaj, kar je morda še bolj bistveno. Namreč pri Aston Martinu Fernando Alonso do tega trenutka ni dosegel niti še ene točke. Vse so tiste, ki jih je zaslužil Lance Stroll, ki ga mnogi navdušenci odkrito kritizirajo. Zato sam menim, da bi se moral Fernando Alonso najprej začeti ukvarjati z lastnimi rezultati, kot s tem, da bi na cilj prišel pred Ferrarijem ali pa pred Lewisom Hamiltonom. A kot običajno moje videnje in moje mnenje. Mi pa pojdimo k tretjemu današnjemu sklopu. Na portalu GP Blog smo lahko tudi prebrali zanimivo izjavo Juan Pabla Montoya. Znani Kolumbijec je dejal, da ukolikor Liam Lawson ne bo drastično izboljšal njegove forme, ga bodo lahko prav hitro pri ekipi Racing Bulls zamenjali. Kdo je prišel na vrsto? Arvid Lindblad. Lindblada smo lahko spremljali, naprimer lani v Formuli 3 in letos v Formuli 2, kjer je že pokazal grobe sledove svojega talenta. Namreč sposoben je bil zmagati tisto skrajšano obliko dirke, tisti sprint. Ampak Arvid Lindblad je podobno kot Andrea Kimi Antonelli izjemno mlad. Ni še dopolnil 18 let, ampak v zimskem premoru je na južni polobli zbral potrebno število točk za dodelitev super licence. In če bo Liam Lawson nadaljeval s takimi predstavami, bi verjetno vsakemu izmed nas bilo jasno, da je njegov čas v Formuli 1 se dobesedno iztekel. Verjamem, da ima Liam Lawson tudi nekaj podpornikov med ljubitelji Formule 1, ampak roko na srce, tistih dveh ponesrečenih dirkah z Red Bullom, tudi pri Racing Bullsih ne kaže nekega vidnega napredka. In če morajo tvegati pri tej ekipi, je bolje tvegati za Lindbladom, ki še ni imel pravih priložnosti, kot z Lawsonom, ki je svoje omejitve že pokazal. A tu treba pristaviti še nekaj pomembnega, namreč med Formulo 2 in Formulo 1 je dokaj velik preskok in nisem prepričan, da ima Lindblad v tem trenutku dovolj izkušenj. A v vsakem primeru menim, da bomo mi navdušenci v letošnji sezoni videli ogromno menjav med vozliki. Kdo bo naslednji, bomo pa kot ponavadi ugotovili skupaj. V svetu Formule 1 ima ogromno junakov svoje nadimke. Nekateri so laskavi, drugi pa malce manj. In kot poroča Planet F1,
je Leo Turini Landu Norrisu nekako nadel nadimek, na katerega britanski voznik zagotovo ne bo ponosil. Namreč Landa Norrisa je prekrstil v Blenda Norrisa, torej nekoga, ki je nedolg, ki je neprepričljiv. In čeprav bi lahko dejali, da je Lando Norris na zadnji dirki veliki nagradi Miamija pokazal enkratno dirko, glede na izhodišče, ki ga je imel na štartu, bi jo moral zmagati. In tu je treba povedati, da tudi Ralf Schumacher je podobnega mnenja in trdi, da s takšnim pristopom bo Lando Norris težko postal svetovni prvak. In tu menim, da ni treba posebej pripomniti, da smo o tej pomanjkljivosti Landa ali pa Blenda Norrisa govorili že pred meseci, najmanj od velike nagrade Italije v lanski sezoni naprej. Zanimivo pa je, da tudi drugi avtorji kasu po kasu prihajajo na to stališče. Se lahko Lando Norris spremeni? Upam, ampak osebno dvomim, kajti to je del njegovega karakterja. Namreč Schumacher pravi, da na primer Lando Norris ima težavo, ker ne zna hitro prehiteti nasprotnika in priti tja v vodstvo. In to je nekaj, kar se naučiš v kartingu. In verjetno tam je Lando Norris preskočil marsikatero lekcijo, ker je imel mogoče hitrejši gokart od ostalih. In sedaj se ta lekcija nekako vrača kot bumerang. Žal ne v gokardih, ampak v svetovnem prvenstvu Formule 1. A videli smo, da tudi tu se marsikaj vrača in marsikaj potrjuje. Ampak danes za naš 20. letošnji komentar novic je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.